Lepo pozdravljeni v oddaji Preprosto naravno. Pozdravljeni. Danes je z nami Aleš Ernst, ki nam bo predstavil klinično somatiko. Pozdravljen, Aleš. Pozdravljeni. Pozdravljeni. V družbi velja splošno prepričanje, da z leti moramo postajati vse bolj okoreli, trdni, negibljivi. Ti se verjetno s tem ne strinjaš, mar ne? Ne. Problem družbe je, da v bistvu poudarjajo, da je to normalno. Čeprav zmanjšanje gibljivosti, zmanjšanje življenjske sile, zmanjšanje motivacije, vedno bolj trdo, neučinkovito gibanje je v bistvu večinoma posledica izgube zavestnega nadzora nad gibi. In zaradi tega pol pride do večje avtomatizacije gibov, in če to avtomatizacijo nobene nadzira in korigira, z časom postane vedno bolj neučinkovita in nam potem povzroča vedno več težav, ki jih potem zaznavamo kot bolezni, bolečine, izgubo sposobnosti, nekaj, kar smo kot mladi lahko naredili brez težav, nam je vedno težje in pa se nam zdi vedno bolj nevarno in pa reče, ne, to pa ne bom. Ena najbolj takih tipičnih, tako kot praviš, avtomatizacij je, ko se recimo sklonimo, pa ne počepnemo, ampak gremo ponavadi kar s hrbtom, ampak dosti je pa še takih manjših gibov, ki tudi vplivajo na našo okorelost, ne? Ja, recimo ta primer, ki si ga povedala, v Indiji ga ni, ne. Ker tam starši čepijo tudi, ko so stari 25, 30, 35, 40 let in otroci nikoli niti ne vidijo vzorca, da čepenje ni okej, ne. Pri nas pa vidite male otroke, 2, 3, 4, 5, je že skoraj največ, ne. Vsako stvar, ki jo hoče dvigniti, ki jo naredi, počepne. Ko je majhen, iz enostavnega razloga, ker drugače niti ne more. Ker če bi 2 let star otrok hotel nekaj pobrati stav, tako ko pobere njegov oče, bi se prevrnil na glavo, ker je glava v primerjavi z telesom bistveno težja kot pri odraslem človeku, ne. In on, če hoče nekaj pobrati, enostavno išče način, na kako bo to naredil, in vsak otrok pogrunta, da je počep najbolj učinkovit in ekonomičen način, kako roke spraviti do tav, pa jih pol dvigniti od tav stran, ne. Čeprav jih noben ne uči počepa, ampak vsi sami to pogruntajo skozi dolgotrajno poizkušanje pa raziskovanje sposobnosti samih sebe, ne. Potem pa pride čas, ko opazuje mamo pa očeta, pa vidite, da ona dva pa nekaj stav pobereta drugače kot on, ne, in pol jih imitira, samo dokler ni dovolj fizično ali pa primerno fizično razvit, ne more ta gib niti narediti. Ko ga pa lahko, ga začne pa tudi on izvajati, ne. In potem pride v to fazo, da gib dela narobe. Ker vidi, da ga vsi delajo isto, ne veš niti, da je napačen, čutiš pa, da hrbtenici pa glih ne koristi. Takih primerov je pa nešteto. Kako da so nam te omejitve tako normalne postale? Kako je to postalo, na kak način? Ker nam ni nekaj čudnega, da namesto, da bi se z leti vse bolj gibali, ker večkrat, ko gibaš, bolj bi moral biti gibčen, nismo vse manj gibčni. Zaradi tega, ker del možganov, ki je zadolžen za gibanje, pa za napredek v gibanju, se imenuje korteks. To je tisti zgornji, končni zavestni del možganov. In glavna funkcija tega dela možganov je pridobivanje in zadrževanje učinkovitosti gibanja. Ker tudi govor, pisava, tipkanje sporočil, karkoli je v bistvu gibanje, ne. In v preteklosti, ko je bila hrana precej pomembna pa draga dobrina, so ljudje bili prisiljeni, tako kot mali otroci, ko so dejansko prisiljeni, da počepnejo, namesto da se sklonijo, ker nimajo druge izbire, so včasih tudi ljudje bili prisiljeni, da so postali skozi otroštvo učinkoviti in potem tudi ostali učinkoviti, ker drugače nisi mogel toliko delati, da bi zaslužil, ali pa si pridelal, ali pa zaslužil toliko denarja, da bi si kupil toliko hrane, ko jo porabljaš, če si v gibanju neučinkovit. In potem so vsi znali
kositi na roke, grabiti, dvigati stvari, ker ni bilo elektrike, ni bilo nafte, ni bilo bencina, da bi energijo teh, da bi njihovo energijo izkoriščali nam v pomoč, ampak smo mogli večino del narediti sami, oziroma smo imeli še domače živali, veter, vodo, ampak največji odstotek energije, ki je bila potrebna za opraviti neko delo, je prišel iz našega telesa. In zdaj, če za delo, s katerim bo zaslužil za 200 kalorij hrane, porabiš 300 kalorij, pa nekaj ne štima, boš lačen. Ne boš mogel imeti otrok, ali pa otroci bili bolj čudni, ali pa bogi. In potem dejansko se je ta neučinkovit nadzor nad gibanjem je počasi evolucijsko izumrl. Obstali so pa oni, ki so imeli bolj učinkovito gibanje od ostalih in so genetsko naprej prenašali bolj učinkovito gibanje. In mi smo v bistvu potomci najbolj učinkovitih predstavnikov človeške vrste, ki pa živimo v času, kjer učinkovitost gibanja ni potrebna, celo jo se propagira kot, da neučinkovitost gibanja je celo boljš, ker pač v krajšem času pokuriš za več kalorij, si bolj fit. Imate ogromen reklam za razne vrste telesne vadbe, kjer se propagira, koliko kalorij pokuriš v eni minuti. In to je podobno, kot če bi v oglasu za avtomobil vam rekli, da naš avto porabi največ bencina na 100 km, spravi je boljši. In smo zdaj, kaj se tiče gibanja v času kot v 60-ih letih v Ameriki, ko so avtomobili, ni bilo važno, koliko porabi bencina, samo da je pač tak, kak mi hočemo. Čeprav, in kaj se pa zgodi, je to, da ker nismo več prisiljeni ostajati učinkoviti, skozi kaj zrastemo, pa pride do tega, da izgubimo vedno manj, nam je pomemben zavestni nadzor nad gibanjem, nad koliko sedimo, koliko hodimo, koliko tečemo, koliko delamo z računalnikom, ampak naša pozornost je predvsem ponovadi sploh zdaj usmerjena v nek ekran, ali v televizijo, ali mobitel, ali računalnik, in pol si pozoren, svoj fokus usmeriš samo v svet okrog sebe, nič več ga pa ne znaš usmerjati v to, na kak način premakneš ramo, na kak način obračaš glavo, ampak se sprijazne s tem, da pač 10 let nazaj si glavo lahko čisto lepo obrnil, zdaj pa nekako ne gre več tako, ko je šla v čas. Ampak ker je pa vzrok za ta problem tukaj časovno oddaljen, pa pride tako počas, postopoma iz ovinka, se ga ne zavedaš in pol iščeš naslednjo logično razlago, zakaj je tako, in pol pogledaš okrog sebe, pa vidiš, da imajo vsi ljudje tvojih let približno iste težave in pa misliš, da je pač to normalen proces staranja, ampak ni. Se pravi, želiš povedati, da ljudje v zrelih letih in potem starejši imajo pač neke težave, ampak ne zaradi same spremembe v telesu, ampak zaradi spremembe v funkciji uma in pa misli, možganov in tako naprej. V bistvu spremembe v telesu so posledice spremembe funkcije telesa. Možgani so pa tisti, ki določajo funkcijo telesa. Zdaj, normalno so vedno izjeme, kot so poškodbe, težke bolezni, to je drugo. Po mojih izkušnjah je okrog 80% ljudi, ki imajo težave, ki se opisujejo kot starostno pogojene bolezni, zaradi tega, ker so enostavno zaradi takšnih ali drugačnih razlogov skozi leta izgubili sposobnost nadziranja svojega telesa na način, ko so ga bili sposobni nadzirati, ko so bili stari 4, 5, 6 let. In če se spomnite, koliko so vaši stari starši še vedno bili, v povprečju govorim, gibljivi pri 60-ih, pa se danes pogledate vi, ko ste recimo star 40, pa se vprašate, če je vaš oče ali pa mama ali pa vaš star oče pa stara mama pri 40-ih bila tudi tako trda, pa imela take probleme pri hoji ali pa karkoli, boste videli, da niti ne. Pa se vprašate, zakaj. Ker dejansko je genetika ali pa delovanje njihovega telesa ali pa vašega telesa popolnoma isto. Na splošno je sedaj pojav te zakrčenosti telesa, razen zaradi poklicov, ki jih upravljamo, računalništvo in tako naprej. Se pravi, kam pa pelje pol ta trend? V potencialno invalidnost človeštva?
Ja, dejansko je zdaj, kaj se dogaja, je, da najbolj zaskrbljujoč trend v prihodnosti je demenca. O tem slišite in berete zdaj ogromno. Lani so imeli prvo konferenco, svetovno konferenco o demenci v Londonu in pripisujejo, da bo to največja težava od leta 2020 naprej. In če se vprašate, zakaj, dobite enostavno govor, zato ker ni potrebe, da bi bili učinkoviti. Ker pač danes, če hočete se najesti, greste v povprečju porabimo 20% naših prihodkov za hrano, še 100 let nazaj smo jih porabili 90%. Ne? In zdaj, če danes nisi učinkovit v gibanju, pa se usedeš v avto, pa se odpelješ nekam. Ali pa naročiš domov, na dom, ne? Tudi to, ali pa imate zdaj v bistvu za vsako pravilo, ki je bilo še 30 let nazaj, se je smatralo, da se naredi na roke, imate zdaj neko napravo, ki to naredi namesto vas, vi lahko samo sedite pa kontrolirate, kaj se dogaja. Ne? Tudi na kmetijah, ko so včasih pač bili bistveno bolj gibljivo sposobni, ker so bili primorani, ker so delali ogromno različnih stvari, je danes tega zmeri manj, ker se več delajo za traktorji, za kmetijskimi priključki in več ali manj sedijo, glih tako kot nekdo, ki dela v pisarni. Ne? Čeprav mislijo pa, da recimo so, ker živijo na kmetih, da to se je bolj zdravo, ampak ni več take razlike, kot je bilo včasih. Ključ do vsega je pa glih to, da če nisi učinkovit, ni nič bistvenega narobe takoj takrat. Ampak ko pa tako živiš 20, 30, 40 let, pa vedno več težav čutiš, ki so posledice sprememb v telesu, v spremembah strukture. Vzrok tega je pa sprememba funkcije. Funkcija pa izhaja iz kontrole uma. Ampak kontrolo telesa se pa naučimo skozi odraščanje. Ko otrok, ko se rodi na ta svet, on dejansko v gibanju ne zna nič. Ima refleks se pravi te refleks rdeče luči, vse ostalo se pa nauči sam. Opazuje, imitira, pa raziskuje. In veste pa sami, da stvar, ki se jo naučiš, tudi pozabiš. Ne? Ker pri živalih je drugače, živali imajo večino teh gibalnih sposobnosti prirojenih in zato se tako hitro naučijo. Ne? Hoditi, gibati, karkoli. Ne? Človek pa rabi 1 leto skoraj, da se nauči hoditi, ne? Ali pa skoraj 3 leta, da se nauči hoditi po stopnicah. Ne? In pa če se pa vprašate, kolikokrat razmišljate, kako hodite po stopnicah, ko hodite po stopnicah, pa boste verjetno ugotovili, da skoraj nikoli. Ne? Ampak razmišljate, ko hodite po stopnicah, kaj morate zdaj narediti, tam, kam greste. Ne? Ampak ko prijete tam na vrh stopnic, pa če bi se vprašali, kaj se pa spomnite od tistega, ko ste hodili gor, bi videli, da skoraj da nič. Ne? Čeprav ste izvajali gibanje, ki je toliko zahtevno, da ste rabili 3 leta, da ste se ga naučili. Ne? In pa je zelo, zelo hitro problematično pride do tega, da hodite po stopnicah narobe, pa niti ne veste, da hodite narobe, ker ste se počasno navadili drugače, pa čutite, da vas od hoje po stopnicah bolijo pete, pa kolena, pa glava dostikrat, ne? Pa ne veš zakaj. Zanimivo. Ja. V tem sodobnem svetu potem naše navade, čustva, stres vplivajo na gibanje in posledično tudi na držo telesa, ne? Ja, v bistvu je čustva vplivajo na naše gibanje skozi to, ker ljudje čustvo začutimo šele, ko to čustvo sproži določeno mišično kontrakcijo v telesu. Ker vi čustvo ne začutite, ko se zgodi v glavi, ampak ko se nekaj okrog vas ali pa v vas spremeni, pa začutite, ne vem, strah, potem ta občutek strahu sproži motorne ukaze v telo in se vaše mišice stisnejo v določenem vzorcu, ki za vas osebno predstavlja občutek strahu. Tega ste se spet naučili skozi odraščanje. In potem, ko vi začutite, da so te mišice se stisnile, vi začutite strah. In potem, če se ta občutek strahu se velikokrat sproža, ne vem, recimo imate šefa v službi, ki je zelo hud na telefon. In vsakič, ko vas pokliče, vas nadere. In ne veste, kdo kliče in vsakič, ko po nek določenem času, ko te pogruntali ta vzor, da je vedno tako, vsakič, ko telefon zazvoni, se boste stisnili skupaj, ker
čeprav mogoče sploh ne bo šef klical. Zdaj, ko se to zgodi vsak dan 50krat ali 100krat, recimo, ne, da vam telefon veliko zvoni, boste enostavno počasi nehali iti nazaj v normalno držo, ampak boste ostali v tej drži. Spravo boste pridobili novo navado, ki je podobna kot navada, da ne počepneš več, ampak se skloniš, samo vzrok je drugačen. Ne. In kaj se pa zgodi, izgubili boste občutek, da ste tako. In kaj se pa zgodi? Zaradi spremembe tega občutka pride do tega, da preden ste dobili to službo, ste bili tako, pa mu je bilo to ok, normalno, sproščena drža, ki je tudi najbolj učinkovita. Ne? Potem pa skozi te stvari, ki se vam recimo v službi dogajajo, ste vedno bolj tako. In to se pa dogaja tako postopoma, da niti ne opaziš tega. Ne? In potem prideš v fazo, ko sediš skozi samo še tako. Ampak ljudje okrog vas pa tudi to počasi vidijo, da ne opazijo razlike, ker je tako postopna. Ne? In pa, ko bi vam pa nekdo rekel, ko bi vam videl vas kolega, ki vas ne videl 2 ali 3 leta, pa bi šel na kavo, pa bi rekel, kako ti tako sključen, da sediš, ne? Pa bi se vi zravnali nazaj, bi bili pa v tej poziciji, ki je vam bila prej 20 let super, pa normalna, bi se počutili grozno nelagodno, ker bi čutili tukaj, da nekaj na silo raztegujete. In pa v prvi možni priliki bi zazvonil telefon, bi spet se stisnili nazaj. Ne? Ampak problem ni v telesu. Problem je v tem, da se vam je, kaj je normalno, postopoma spremenilo v neko drugo držo. In potem vidite ljudi, ki so tako, ljudi, ki imajo skozi glavo v eno stran, ljudi, ki se sedijo tako. To so vse navade, ki so jih pridobili skozi odraščanje, pa skozi življenje. Kaj pa priporočaš recimo v tem konkretnem primeru? Se pravi, kako človek, se pravi, samo s ponavljanjem oziroma ozaveščanjem svojega giba, da gre ven iz te pozicije, kako opisuješ? Odvisno, koliko dolg je v njej. Ne? Največji problem je, da ljudje to ne opazijo, ker jim je normalno. Potem pride pa do tega, da če si ti navajen tako biti dolg časa, pride do težav z dihanjem, težav z utripom, aritmija recimo, potem pride do težav z gastritisom, Chronova bolezen, pri ženskah je zelo pogost pojav miomov, cist, problemov pri nosečnosti, carskih rezov, problemov s hemoroidi, bolečine na notranji strani kolen, ker ko imaš trebuh stisnjen skupaj, ti noge začne not vleči, pa dobivaš počasi noge na X, potem prevelika obremenitev na notranji strani stopal, ker stojiš bolj tako, ampak ne znaš to povezati z tem, da te je šef, ali pa da ima strah pred tem, kdo bo se oglasil, ko boš dvignil telefonsko slušalko. In potem išče odgovore, pa jih nobenim ne zna ponuditi, zaradi tega, ker se tega na slikah, ko greš na rentgen ali pa na magnetno resonanco, ne vidi. Ne. Vidijo pa spremembe v strukturi, noben pa ne razmišlja, zakaj je do njih prišlo. In zdaj, če je ta refleks dolg časa aktiviran, se ljudje zelo težko sami ven spravijo iz nečesa, v čemer ne vejo, da sploh so, ker kar ne veš, ne veš. Ne. In takrat pa se uporablja aktivna terapija, kjer se z pomočjo terapeuta stranka ali pa ne moreš reči pacient, ker je v bistvu učenec, nauči upasti tisto, kar je prej bilo podzavestno, ker navade in potem skozi vaje, pa potem to navado počasi gre še bolj v njo, pa zavestno ven iz nje, zato da spremeni način, senzorno-motoričen način dojemanja, kaj je normalno, kaj je naravnost, pa kaj je postrani in potem lahko drži zavestno kontrolo nad problemom. Po drugi strani pa v tem procesu terapij ugotovi, zakaj je sploh šel v to noter, zakaj ga tisti, ko se šef, ko ga nadere, da ga to spravlja v to. In pa lahko nekaj naredi v tej smeri, da vzrok za problem odpravi in s tem odpravi tudi problem. Sigurno je pa za začetek že to, da začnemo majčkeno bolj razmišljati oziroma ozaveščati naše gibe, ne, oziroma našo držo.
je že to po mojem tudi za začetek že kar velik korak. Ja, to je v bistvu potrebno narediti, da sploh dojameš, da imaš problem. Ker to, ker ne veš, da imaš problem, ga tudi ne moreš rešiti. In pa iščeš rešitve okrog sebe, čeprav je odgovor pa vzrok v tebi. In ko začneš razmišljati o teh stvareh, opaziš stvari, da ne vem, vedno težje obrneš glavo nazaj, ko daš v rikverc. Da ko sediš v avtu na stranski cesti, pa gledaš promet, da se boš vklopil v promet, si včasih glavo obrnil, zdaj se pa obrneš že tako, ne? Ampak to so stvari, ki pridejo počasi in če nisi pozoren, jih ne opaziš. In če ko enkrat začneš razmišljati o teh stvareh, pa se začneš spraševati, zakaj pa jaz to tako delam, pa ne sprejmeš več običajnega odgovora, kot je genetika ali pa leta, pa prideš v pozicijo, da lahko spremeniš način, na kakega dojemaš svoje telo, svoj sistem, svoje somo in pa nekaj narediš, da ti je boljše. Super. Vrnemo se po kratkih oglasih. Društvo za osebno kreativno rast in razvoj Pesem duše, Ustvarjalna akademija Pesem duše, karmična diagnostika, reiki tečaji, šamanske delavnice, intuitivna umetnost, regresija in progresija, The Reconnection, Theta Healing. Kozmetični center Barbara Novak, storitve nega obraza in dekolteja, nega telesa, manikura, pedikura, masaže, depilacija, laser, permanentni make-up. Kozmetični center Barbara Novak. Uresničite svoje cilje in želje. Kariera, odnosi, osebni razvoj, finance. Društvo Pesem duše za osebno rast in razvoj. Bodi to, kar hočeš biti. Govorimo o klinični somatiki, z nami je Aleš Ernst. Aleš, v klinični somatiki je dosti govora o propiocepciji. Propriocepcija, ja. Kaj točno je to? Propriocepcija je vse to, kar čutite. Vse, kar iz vašega telesa prihaja v vaš Propriocepcija je tisto, kar vam omogoča, da lahko v temni sobi najdete stikalo za luč. Čeprav ne vidite, kje je roka, ne vidite, kje je stikalo, veste pa, kje je roka se nahaja, ampak ne zato, ker jo vidite, ampak vam senzorji, ki jih imate v mišicah, kitah, sklepih, koži, konstantno sporočajo v senzorni del možganov, kaj se dogaja. In potem na osnovi tega motorični del možganov pošilja ukaze, da se neke mišice skrajšajo, neke podaljšajo in s tem dobite gib. In pa, ko se to konstantno osvežuje, pa koordinira, se ta gib naredi, da lahko vi primete kozarec. Zdaj, če bi propriocepcije ne bi imel, pa ne bi gledal, tudi če gledam vas, bom lahko kozarec prijel, ker vem, kje je. Če pa propriocepcije ne bi imel, bi pa šel tako. Ampak tudi, če grem, recimo lahko vidim, da grem tako, lahko popravim zadevo. To je propriocepcija. Se pravi, konstanten dotok senzornih informacij iz vseh delov telesa, da dobijo možgani ali pa mi kot oseba predstavo, kje v prostoru se nahajamo, pa na kak način se gibamo. Znači, tudi ta čutno-gibalna anamnezija je povezana z klinično somatiko? Ja, ker ko enkrat to našo propriocepcijo več ne znamo dobro brati, zavestno brati, pride do čutno-gibalne amnezije. To v bistvu ne pomeni nič drugega kot to, da določen gib smo tokrat izvedli, da dejansko ga možgani, ker hoče biti učinkoviti, ga avtomatizirajo. Na podoben način, kako se učite kolo voziti. Na začetku morate biti zelo skoncentrirani, zelo pozorni,
ne morete zraven in govoriti ali pa žvižgati, pa se učiti kolo voziti ali pa po telefonu tipkati SMS, pa kolo voziti, kaj bi padli. In takrat morate svoj zavestni fokus usmeriti kot otrok, recimo, ko se učite v to, kar počnete. Pa ko to nekaj časa delate, možgani vedno več teh funkcij, ki so bile prej zavestne, prenašajo v spodnji nivo z možganov v podzavest. In tam rata avtomatizirana in bistveno hitrejša. In to je nujno potrebno, če hočemo biti učinkoviti tudi, pa če hočemo preživeti, če hočemo, ko nam spodrsne, da se ujamemo. To ni zavestno, ampak to je refleks in so glih tako potrebni kot zavestni nadzor. Težava pa nastane, ko zaradi preobremenjenosti, nepozornosti ali pa bolezni ali pa poškodbe prepustimo nadzor nad določenim gibom v preveliki meri v podzavesti. In zavest pa izgubi občutek oziroma izgubi signal iz določenih mišic. In zavestni del možganov pa to posebnost, da kot določen signal nekaj časa ne pride več v zavest, pozabi, da je sploh kadarkoli ta signal bil. Zato prijete spet na tisto, zakaj otroci nikoli več ne počepnejo, ko so recimo starejši, nikoli več ne počepnejo, ko nekaj dvignejo, ampak se sklonijo. Zato, ker enostavno so izgubili ta občutek, da je počep ni jim več normalen ali pa ni jim več naraven. In pol enostavno, ko ne razmišljaš, ko se avtomatsko skloniš dol, boš pobral na nepravilen način. Čeprav ti govorijo na tečajih o varstvu pri delu, da ne to delati. Ampak enostavno, ko gruntaš na kaj ima za narediti, ali pa kaj se je zgodilo malo prej, ko si se s kolegom pogovarjal, avtomatsko narediš gib. In čim ga narediš avtomatsko, potem ni več zavesten. Ne? In ko se to dogaja velikrat, potem enostavno pozabiš, da si včasih naredil gib drugače in da je bil boljši. Pa da si imel recimo, da si lažje se vstal, pa da te ni nič bolelo. In ta čutna gibalna amnezija je v bistvu to, da izgubiš tudi zavesten nadzor nad gibom. Na tak način, ko ljudje, ko vozijo kolo, še zmeraj obdržijo določen zavesten nadzor nad avtomatizmom gibanja na kolesu, ker če ne, padejo, se zaletijo, jim odnese gumo, ki je spolzk. Ampak moraš ko se razmišljati, ali ko vozite avto, ne? Če bi ljudje dvigovali bremena, hodili, tekli, na podoben, drugače bojo. Če bi ljudje vozili avtomobile na podoben način, s podobno koncentracijo, s podobnim fokusom, ko tečejo, hodijo ali pa nekaj dvigujejo, bi promet prepovedali, ker bi bilo preveč nesreč, preveč mrtvih, preveč poškodb. Ampak v avtu vsak poskuša zavestno nadzirati, kaj počne, ker če ne, ali dobi kazen, ker je voz prehiter, ali naredi prometno nesrečo, poškoduje sebe, poškoduje druge in je primoran tudi zakonom, zato tudi ne smete uporabljati telefona med vožnjo. Recimo, če prijete v kako bolj kočljivo situacijo, se nehate pogovarjati z sopotnikom, ampak fokus usmerite točno v tisti del in se vse ostalo jih zgine. Ne? Ampak, ko pa hodite, pa to noben ne dela, ker je hoja nekaj pač naravnega. Ne? Ampak glih tako bi mogli vsake toliko časa pomisliti, na kak način pa hodim, koliko se pa držim, ali gre moja leva noga enako naprej kot desna, ali grem z levim komolcem isto nazaj, ko grem z desno nogo naprej, ko z desnim komolcem nazaj, ko grem z levo nogo naprej. Ali čutim, da se v ramenskem sklepu gibam naprej nazaj, glih tako, ko v medenici naprej nazaj, ko hodim. Samo ljudje na to niso pozorni, ker jim je hoja, pač hodim, se znam hoditi, že ne vem koliko dolg. Ne? In pa, ko prije do te izgube zanimanja ali pa zavestne kontrole nad hojo, prije do težav, da šepaš, da delaš vedno krajše korake, da stopaš bolj na zunanjo stran na eni nogi kot na drugo in potem, ko to dlje časa, prije do išiasa, prije do obrabe hrustanca, do meniskusa, do bolečin v stopalu. Ogromno stvari se zgodi, pa enostavno ne dojamejo. Zakaj? Ker ne razmišljajo o tem, kaj počnejo. In to je v bistvu ta čutno gibalna amnezija,
ki ni bolezen, ampak je dejansko stanje, ki se zgodi zaradi spremembe načina funkcioniranja telesa. A pa je ta čutno-gibalna amnezija povezana ravno s tem, s to potrebo možganov, da avtomatizirajo tiste funkcije, ki niso recimo življenjsko pomembne, recimo, ali pa potencialno nevarnost, ne? Recimo, vožnja avtomobila lahko nas spravi v nevarnost, če nimamo tega, ne? Če gremo v amnezijo. Hoja pa nas ne bo spravila recimo v nevarnost. Čeprav, če bi recimo pozvali dva človeka, ki hodita po pločniku, ne? Pa se pogovarjata med sabo, pa jih opazujete, kako hodita, na kak način se gibata. Pa recimo, da je pločnik prekopan, da nekaj delajo in so tam čez tisti jarka so ga naredili dali desko. Deska je malo mokra, malo spolska, pa ni ne vem koliko široka, pa ni ograje, čeprav to se zdaj ne dogaja, ampak predstavljate si, ne? In če bi opozvali ta dva moška, pa ženske, se ni važno, ko prije do tizga, bi pogovor nehal. In bi oba, vsak, ko bi šel po tisti deski, bi bil zelo, zelo skoncentriran, kaj dela, ker ve, če ne bo, lahko pade dol. Ne? In pa, ko bi oba dva šla prek jarka, pa bi hodila naprej, bi pa spet začela normalno se pogovarjati med sabo in če bi opazovali, koliko način hoje po deski, ali pa pred, pa po deski, bi videli, da hodita čisto drugače. Bistveno bolj mehko, bistveno bolj pozorno bi hodila na deski, ko pa prej in pol, ne. Se strinjaš, da je potem recimo super vaja, da vnesemo spet zavest v našo hojo, mogoče hoja po kakem razgibanem terenu, kjer moramo imeti, kjer smo vedno v zavesti, po čem stopamo, recimo, ne vem, v gore ali pa v gozdu, pa tako naprej. Ja in ne. Problem nastane, ker nimamo zadosti dobrega nadzora nad telesom in če ga spravimo v nevarno situacijo, je vprašanje, kako bomo odreagirali. Potem pride pa še druge faze. Ko možgani čutijo, da je nadzor nad telesom slabši, vas poskušajo odvrniti od določenih stvari in potem čute strah. Recimo zelo pogosto pojavi, da se vam začne vrteti. In večina vrtoglavcev ima ljudje, ni nobenega problema z možgani ali pa z žilami ali pa s čimerkoli, ampak samo s tem, da možgani enostavno so tukaj že čutili, da ko ste se v nekih manj nevarnih situacijah nepravilno odzvali, ker niso imeli dovolj dobrega nadzora nad mišicami, da pa hoče biti previdni, ker od njihov osnovni cilj je še zmeraj, da vi preživite, da ostanete živi. In potem me ljudje strah pred, ne vem, toboganom smrti, vrtiljakom, dosti ljudi se ne upa peljati od zadaj v avto, ampak mora sedeti od spredi. In te ljudje so vedno, skoraj brez izjeme, zelo trdi. Trdi pa zato, ker njegovi možgani dejansko držijo mišice napete. Ker mišica ni nikoli napeta sama od sebe. Ker mišica sama od sebe nima niti inteligence, niti spomina, nič, nobene volje. Ona enostavno dela tisto, kar možgani po živcu pošljajo v mišico. Ne loči pa, ali je signal podzavesten ali je signal zavesten. Ne? In potem, če se vi zaradi čutno-gibalne amnezije izgubite del nadzora nad mišico, zavestnega nadzora nad mišico, izgubite sposobnost, da to mišico sprostite. Ker edini del možganov, ki je sposoben mišico ugasniti, pa izklopiti oziroma sprostiti, je zavesten del možganov. In potem prijete vedno večkrat v situacijo, da ko se zjutraj zbudite, imate dejansko občutek, da ste celo noč nekaj delali, pa niste. Ampak v bistvu ste, ker ste imeli mišico podzavestno zategnjeno, tudi ko spite, pa načeloma ne bi bilo treba. In tukaj je funkcija zavesti. Ko vi se zavedate situacije, v kateri ste, tem primerno tudi prilagodite kontrakcije mišic, zato da to situacijo obvladujete. Se pravi, če hočete dvigniti 30 kg, boste mišice napeli na določen način. Če se uležete v posteljo, pa greste spat, bi mogli mišice sprostiti na določen način in počivati, zato da boste naslednji dan bili pripravljeni za nova dela in naloge. Če pa imate recimo 40% izgubo zavestnega nadzora nad mišicami, boste pa vi tudi po noč, ko boste šli spat, boste imeli mišice na 40% napete
bojo delale celo noč. In pa, ko se zjutraj zbudiš, čutiš bolečino ali pa utrujenost, ki pa ni nič druga kot čist navaden muskelfiber. Sam, če bi vi tekli na bohor, pa bi vas naslednji dan noge bolele, bi vedeli, aha, stekel na bohor, me danes noge bolijo, nem šel zdaj zdravniku, zaradi tega, ker je vse okej. Čez 2 dni bom itak dober, naslednjič bom pa mirko, pa mogoče tekel sem do polovice bohorja, ostalim šel pa peš. Če pa vi nič ne počnete, pa imate mišice na 40% napete, 24 ur na dan, 7 dni na teden, 365 dni na let, ali več kot 40, če kaj počnete, pa začutite bolečino, ki je v bistvu isto muskelfiber, samo ki ne veste, od kje je, rata pa kronična bolečina, zaradi katere pa mislite, da je problem medicinske narave. V bistvu je pa problem izgube sposobnosti, da vaša zavest mišice napenja ali sprošča v odvisnosti od tega, kar trenutno počnete. Tako da zdaj, koliko je dobro iti nekom, ki je trd v hrib ali pa plezati po gorah, je vprašanje, ker lahko si naredi več škode, kot koristi. Ker tudi otrok ne začne s tekom, ampak začne prvo se usede ali pa prvo dvigne glavo, pa se usede, pa se pa začne obračati iz hrbta na trebuh pa nazaj. In šele potem začne počasi hoditi, iz hoje gre v počasen tek, greste progresivno. Zdaj, če preskakujete razrede, je dostikrat več slabš, kot pa boljš. Kakšni pa so vplivi čutno-gibalne anamnezije na telo in kako ga opazimo lahko mi od zunaj? Najbolj očitno se ga opazi skozi gibanje ali držo posameznika. Imate načeloma imate 3 tipične sorte gibanja. En se imenuje refleks rdeče luči, to je v bistvu refleks, ki ste stisnjeni skupaj v tisto tukaj imenovano, v bistvu sprednja stran telesa je bistveno bolj napeta, ko je treba in vas vleče naprej. Rame imate not, brado imate naprej, trebuh imate stisnjen, kolena vam vleče skupaj. To je refleks rdeče luči. To je v bistvu ko bremza ali pa ko zavora pri avtu. Drug refleks je refleks zelene luči, v bistvu tako, da na gas pritisnete ali pa ko imate zeleno luč na semaforju, je ta refleks, ko imate hrbet napet, ko ste pripravljeni na akcijo, ko ste v bistvu drži kot vojak, ko je mirno. Ne? Ta refleks se v bistvu sproža, ko zazvoni telefon, ko vas nekdo pokliče, ko nekdo pozvoni pri vratih, pa se obrnete. In to je refleks, ki se ga naučimo pri 5 do 6 mesecih, se začne aktivirati, ko otrok prvič začne se pri 3, ko prvič glavo začne obračati okrog sebe, potem pa se kasneje tudi cel hrbet začne aktivirati in takrat šele dobite možnost, da greste v svet, pa da začnete odkrivati, pa da niste več odvisni, da vas bo nekdo predstavljal, ampak lahko začnete sami iti. Tretji refleks je pa travma refleks. Travma refleks je pa, kot že ime pove, povezan z neko travmo, z neko poškodbo ali ne vem, si zlomite nogo, zvijete gleženj, čas tudi če vas čebela piče pod plat, vas pa stisne po eni strani. Spravi, da imate eno stran telesa bolj napeto kot drugo. Pa imate pa še kombinacijo vseh teh 3, ki se skozi leta začnejo kopičiti in če jih ne opazite, pa jih ne odpravljate, potem pridete v tisto tipično staro držo, ko ste tak starik, pa počasi premikate. Tako da, tako se najbolj prepozna. V bistvu, zelo lepo je, lahko vidite, če opazujete, ne vem, greste v park, pa opazujete vnukinjo, mamo, pa staro mamo. Ne? Ko hodijo, opazujete, kako hodijo vse 3, in točno vidite vpliv senzorno-motorne amnezije na gibanje človeškega telesa skozi leta. Ampak se ne morete normalno pričakovati, da se bo unka star 60 let gibal tako kot on s 5. Ne? Ni pa niti približno točno, da se more gibati, da pri 60 je normalno, da si trd, pa da te vse boli, pa da nimaš več nekega prometnega, da življenje rata težka borba, namesto da bi bil bolj tak sproščen, lahkoten, ko vidite otroka, da znane. To je najbolj očiten primer. Kako pa lahko sploh izgubimo nadzor?
se pravi ta občutek nadzora, ali ni to nekaj, kar naj ne bi smeli izgubiti? Kot sem prej rekel, ne, mi se v bistvu gibanja naučimo. Kar se naučiš, lahko tudi izgubiš. In zato do tega pride. Samo ker jemljemo gibanje kot nekaj, pač, kar tukaj je in kar imamo, nismo pozorni na to, da nismo več tako dobri v njem, kot smo bili včasih. Pa ne pretegujemo se. Ne? Ker če vsakdo, ki ima domačo žival, mačka, psa, opazi to, da se noben ne premakne, predne se pretegne. Razen, če mora bežati ali pa nekoga uloviti. Ampak če je vse normalno, če ti gleda psa, on če nekaj časa je na mir, se prvo pretegne, nikoli ne boste opazili, da to pretegovanje, ki ga izvede, da ima bolečino, da ga izvede skozi bolečino. Ampak je prijetno, nežno pretegovanje, s katerim on vzpostavi maksimalen zavestni nadzor nad gibanjem in potem gre tam pač, kamor se je namenil. To opazite pri otrocih, potem pa zmeri manj. In pa pride do tega, da zgubite ali pa pozabite kako zavestno nadzirati tudi najbolj osnovne gibe, kot je počasno premikanje palca. Ko vsak misli, se to pa res nič kaj takega. Če te poskušali to čisto počasno narediti, boste opazili ogromno nepravilnosti v gibanju, ki vam pa niso čisto jasne, zakaj so tam. Ker na koncu, če si vi nekaj zamislite v glavi, če hočete palec čisto počas premakniti v desno, mora telo to narediti. Pa ko vidite, da to glih ne naredi, da začne palec skakati tako, pa boste videli, da bolj kot te hoteli narediti gib lepo, da se to ne dogaja. In pa se morate vprašati, kdo je zdaj šef v vašem telesu, ali vi, ali vaša podzavest. Ne? Ampak to cukanje, ki ga vidite, je dejansko posledica senzorno-motorne amnezije, ker pride v mišice, ki kontrolirajo premik palca, dva signala. Zavestni signal, ki sporoča, naredi gib lepo počas, tako kot sem si jaz zamislil, pa podzavesten signal, ki pa drži mišico na določeni kontrakciji skozi. In s tem pa mišica dobiva različne signale in pa pride pa do cukanja. In točno to cukanje ali pa ta občutek, ko čutite, da ni gib, da ne morete gib nadzorovati, je tisti, ki vam da možnost, da se lahko nazaj naučite. Naučite se lahko v bistvu kadarkoli. Edini primeri, kjer se ne da kaj veliko pomagati, je, če imate bolezni, ki vplivajo na živce, možgane ali pa na mišice, kot so Parkinsonova, Alzheimerja, kasnejše faze, multiple, pa take stvari. Se pravi, prej si omenil razgibavanje oziroma pritegovanje. To naj nikoli ne bi bilo preko praga bolečine, se pravi. Tako smo se prej pogovarjali, ne, stretching nekaterih, ki imajo obraz, kot da bi jih nekdo mučil, nikakor ni pravi. Ne? Ja, ker če tečete, pa vi dejansko z vašim telesom izvajate neko aktivnost, ki sploh ni tako enostavna, ko mislimo, da je, ker nam se zdi samoumevna. In če hočete delati nekaj kompliciranega, je bolj, da imate več občutka o tistem, kar počnete. Občutek je kaj? Občutek je količina informacij. In če imate vi v službi neko nalogo, ki vam reče, da je narediti to pa to, pa vidite, to pa ni tako enostavno, se prvo informirate, dobite čim več informacij o tistem, kar počnete, zato da boste pa čim bolj kvalitetno, čim hitreje, pa čim boljš tisto nalogo izvedli. Zdaj, če greste teči, morajo vaši možgani ogromno gibov v zelo kratkem času, pa zelo precizno skoordinirati, da tek je lahkoten, pa lep. In po tej logiki, če hočete boljš teči, morate imeti boljši občutek, kva počnete, boljšo propriocepcijo. In zdaj, propriocepcijo pa ne morete krepiti skozi bolečino, ker bolečina zmanjša propriocepcijo, zato ker možgani, če čutijo bolečino, hočejo to bolečino izklopiti. Sprav, ne boste sigurno povečali občutek pa nadzor nad telesom skozi bolečino, ampak jih boste zmanjšali. In pridete v situacijo, da se za komplicirano gibanje, kot je tek, pripravljate skozi bolečino, ki vam da manj podatkov in potem, ko začnete teči, je kontrola uma nad telesom slabša. In potem pa še
nasplošno, recimo, če že govorimo o teku, je tam osnovni problem, ker je to repetitivna dejavnost, kjer se celo spodbuja, da ne razmišljaš o tem, kaj delaš. Ampak se osredotočiš na polar, na muziko, razmišljaš o vsem drugem, na samo tistem, kar počneš, zato tega, da ti je lažje, ko imaš visoko trip, ko si že utrujen, ko ne moreš več, pa reči, moraš teh 500 metrov zdržati. In tudi, če te pogledali na YouTube posnetke, kup ljudje tečejo, ko so že utrujeni, vidite, da to več nima nobenega smisla, sploh pa ne morete reči, da je zdravo. In potem, ko se vprašate, na kak način to izvajate, vam bo veliko prej jasno, zakaj pride do poškodb tetiv, zakaj recimo imajo probleme z nohti, zakaj jih bolijo kolena, zakaj bolijo kolki. In karkoli boste naredili z športnimi copati, ne bo pomagali, kaj prida, edin kasneje se recimo poškodba zgodi, ne morete pa preprečiti. Ne. In tudi nasplošno je prepričanje pri tekačih, da so poškodbe normalen del teka in nekaj, čemur se ne morete izogniti in morate pač skalkulirati, da če tečete 12 mesecev v leto, da boste cirka 2 meseca na leto, sicer je spet odvisno, koliko ste stari, pa koliko ste težki, koliko ste veliki, ampak to je nekje nek standard. Ne? Enostavno zato, ker delo, ki je relativno komplicirano, si ne poskušate olajšati z boljšo učinkovitostjo gibanja, za boljšo učinkovitost gibanja rabite pa boljši zavestni nadzor, ker zavestni del možganov je tisti, ki ga imamo, da smo lahko bolj učinkoviti in to je njegova edina funkcija v bistvu. Ne? Sedaj si bomo v prispevku še ogledali, kako nam je gibljivo zapestje, laket, rama, da vidimo, kako nam bo Aleš to predstavil, še prej pa kratki oglasi. Društvo za osebno kreativno rast in razvoj Pesem duše, Ustvarjalna akademija Pesem duše, karmična diagnostika, reiki tečaji, šamanske delavnice, intuitivna umetnost, regresija in progresija, The Reconnection, Theta Healing. Kozmetični center Barbara Novak, storitve nega obraza in dekolteja, nega telesa, manikura, pedikura, masaže, depilacija, laser, permanentni make-up. Kozmetični center Barbara Novak. Uresničite svoje cilje in želje. Kariera, odnosi, osebni razvoj, finance. Društvo Pesem duše za osebno rast in razvoj. Bodi to, kar hočeš biti. Rad bi vam predstavil eno osnovno, običajno vajo, ki jo lahko vsak naredi in si s tem bistveno olajša bolečine v vratu ali pa zaležan vrat, zaradi katerega imajo mnogi ljudje zjutraj dosti neprijeten dan. Ključ do učinka vaje ni v samem gibu, ampak v tem, na kak način gib občutite, pa na kak način poskušate gib kontrolirati. Sam gib je precej enostaven, poskušate čim bolj počasi ramo dvigniti naravno zgor proti ušesu in ko začutite, da gib postaja nelagoden pa trd oziroma da začnete trenirati, v narekovajih, se ustavite pa greste počasi nazaj dol. Poskušate gib čim bolj lepo izvesti, brez cukanja, brez skokov, brez tresenja, ki ga boste verjetno opazili. In do samega zaključka giba, ko začutite, da se rama usede nazaj na prsen koš, poskušate zadržati maksimalno zavestno kontrolo nad gibom. Potem gib počasi ponovite spet. Dvignete ramo gor, probite začutiti, kako se mišice med ramo pa med ušesom napenjajo. Obenem pa probite del pozornosti usmeriti v mišice pod ramo, ki se ne bi pa sproščale. Čeprav se ponovadi ne in zaradi tega boste imeli občutek, da je rama bistveno težja, kot pa v resnici.
In potem spet počasi spustite ramo nazaj dol in probite držati pozornost na mišici, ki se je prej krajšala, zdaj se pa daljša. In se popolnoma sprostite do konca. Lahko kombinirate še tako, da dodate tudi gib vratu. Postopoma porinete ramo gor. Obenem opazujete, če vsakič višje pa lažje dvignete ramo. In potem počasi uho porinete proti rami in občutite, kako se še z druga konca mišica stisne. Potem lahko glavo zadržite na istem mestu, pa spustite ramo dol. Pa greste z ramo nazaj gor. Greste vedno do točke, kjer je še gib prijeten. Potem pa greste lahko z glavo nazaj, pa odmaknete od rame. Pa spustite še ramo dol in opazujete, na kak način, s koliko truda, pa s kakim občutkom gib izvedete. Potem se do konca sprostite. Verjetno, če boste delali vsaj približno z fokusom, boste občutili, da ta del telesa čutite kot bolj živ, kot bolj mehek, kot bolj poln, kot večji. To samo pomeni, da imate večji zavesten nadzor oziroma boljši občutek nad tem delom telesa. Potem pa lahko za naprej, da do konca sprostite ramo, lahko še stegnete roko, pa jo počasi obrnete okrog. Poanta je, da poskušate z umom slediti pa koordinirati obračanje dlani, komolca in rame. In poskušate priti počasi do tega, da boste imeli gib v rami enako kvaliteten ali pa enako velik kot gib v komolcu ali pa na dlani. Ker pri večini ljudi pride do tega, da je gib v rami bistveno manjši, kot je pa gib komolca in gib dlani. Naredite en obrat, pa spustite počasi roko dol, da se vse umiri. Potem se spet zberete, usmerite fokus v roko in počasi obrnete v eno stran. Sledite, pa primerjate, pa poskušate uigrati gib v rami, gib v komolcu in gib v dlani. In postopoma čim bolj iščete maksimalno učinkovitost v gibu, pa minimalni napor. Zato je pa potrebno povečati zavesten nadzor nad samimi mišicami in nad samim gibom. In če opazite, da je recimo razlika med gibom v rami pa med gibom v komolcu in dlani velika, da se vam zdi rama bistveno bolj trda pa težka, potem pride do tega, vzrok za to je, da imate bistveno manj občutka oziroma vaši možgani ramo več ne priklapljajo k gibu roke, ampak jo bolj priklapljajo k gibu vratu. In to poskušate, lahko si date roko tudi na mizo, da vas rama ne boli, pa počasi naredite gib tudi tako. Ključ je, da gib ne naredite v bolečino ali pa v napor, ker pa bolečina ali pa pretiran napor vam zmanjša občutek za gib in potem se ne morete naučiti boljše kontrole samega giba in s tem dobiti večjo učinkovitost. In to pač poskušate narediti, ko imate čas ali pa ko imate sposobnost, da svoj fokus usmerite v gib in ko ta gib izvajate, ne razmišljate o službi, o družini, o različnih nalogah, ki vas čakajo ali pa so se zgodile prej, ampak poskušate fokus usmeriti v to, kar počnete. Ko pa vidite, da fokus ne morete usmeriti v gib, pa gib prekinete, ker je v bistvu potem nima te edukativne vrednosti, ki jo iščete, da bi spremenili na zavesten nadzor nad samim gibanjem telesa. Danes se pogovarjamo o klinični somatiki. Z nami je Aleš Ernst. Aleš, kateri so tisti problemi, diagnoze, kateri se lahko preko klinične somatike lahko ljudje najbolj pozdravijo oziroma odpravijo težave? Največ je ischias, daleč največ povpraševanja, recimo tem. Bolečine v spodnjem delu hrbta, ker je ponovadi dostikrat tudi povezan, hernije,
nezmožnost obračanja, problemi s koleni, vrat, ramena, kalcinacije v ramenih ali pa karpalni sindromi. V zadnjem času pa zmeraj več je nosečnic, ki pač so v 4., 5., 6. mesecu nosečnosti in vedno bolj čutijo probleme z držo, z otekanjem nog, ali pa vedno bolj razumejo, zakaj so v zadnjem času vedno bolj pogosti problemi pri porodih. In to je v bistvu pride zaradi tega refleksa rdeče luči, ker so danes ženske sploh vedno bolj so tako ali pa so tako in dejansko se učijo biti stisnjene od spredaj in pa ko taka ženska ima porod, se ne more toliko odpreti, ker ima mišice podzavestno zategnjene in jih ne more sprostiti in pa vedno več jih mora s carskim rezom otrok ven spraviti, ali imajo pa težave. Tako da to je recimo pa vrtoglavce, glavoboli, v bistvu vse taka kronična, dejansko vsako kronično stanje, kronična bolečina ali pa težava, za katero medicina ne zna dati primernega vzroka, ampak reče pač, da ne vejo točno, zakaj se to dogaja. Pol je skoraj siguren vzrok čutno-gibalne amnezije. Ali pa poškodbe, recimo po zlomu noge se vam zaradi tega bolečine, ki se zgodi, sunk, se vam kompletno ta senzorno-motorični vzorec spremeni. In pa tudi, ko se noga zaceli, ko je na rentgenu vse ok, ne hodite nikoli več tako kot pred zlomom, kar pa ni nekaj, kar se ne da spremeniti, ampak lahko skozi terapijo ali pa skozi somatski gib nazaj vzpostavite primeren zavestni nadzor nad mišicami, recimo medenice ali pa noge, in potem se vam tudi hoja normalizira, ker če pa to ne naredite, pa lahko zaradi zloma noge, ki ste ga imeli 10 let nazaj, imate zdaj vedno več bolečine na nasprotni strani v kolku. In to noben ne poveže. Ali pa če ste si močno zvili gleženj na levi nogi, prije zelo velika doišija so na desni nogi, ker se možgani zaradi konstantnega občutka, da je leva noga še vedno poškodovana, čeprav ni več, ne, vedno več ali pa prelagajo, ali pa so se navadili med rehabilitacijo ali pa takrat, ko ste imeli gleženj v longeti ali pa v gipsu, navadili desno nogo uporabljati bolj kot prej. In potem pride desna noga konstantno v preobremenitev in pride do težav, ki pa jih spet noben ne poveže, zakaj me zdaj desna noga matra, če sem imel pa lev gleženj poškodovan. Ampak spet te stvari se pa ne morejo reševati, kot da boste gleženj reševali ali pa kolen, ampak je treba vedno iti iz sredine telesa, iz trebuha, bokov, pa hrbta, ker se tukaj vsak gib začne in tudi zaradi poškodb ali pa bolezenskih stanj se tukaj najprej spremeni. In pa nepravilno delovanje mišic v tem srednjem delu telesa vpliva na probleme na periferiji, na rokah, na nogah, na glavi. Ne. In pa ko to zrihtaš, se večina problemov, ki jih imate z glavo, z roko ali pa z nogo, itak zmanjša, pa se bo sem še dodatno poflika, če je še kaj ostalo. Se pravi, se da odpraviti to čutno-gibalno amnezijo? Ja, z učenjem. Ne morete odpraviti, da nekdo drug dela na vas, ker je problem v vas, ne v njem. Ampak dejansko lahko se vas pa nauči, tako ko se otrok uči, se lahko tudi to vse skupaj replicira, samo da je napredek bistveno hitrejši, ker se realno ne naučite nič novega, ampak samo spomnite se stvari, ki ste se jih itak že sami naučili toliko pa toliko let nazaj. To pomeni, pozabili smo mi sproščati mišice, ne? Kako jih sprostiti? Izgubili smo zavestni nadzor nad mišico, ki je edini sposoben mišico sprostiti. In potem pridete v to, kar ljudje mislijo, da je z leti normalno, da je vedno bolj trd, vedno bolj negibljiv in da tistih 500 metrov, ko jih imaš od hiše do trgovine, ko si jih včasih odskaklal, zdaj dejansko borba. Da tvoj hoče iti v trgovino, tvoj telo hoče iti pa na mir, ker je napet skozi in je utrujen in ne more več. In pol, kdo bo koga? In potem, ko gledate starejšega človeka, ko hodi proti tej trgovini, pa če bi ga snemali 40 let nazaj, ko je šel proti isti trgovini, takrat bi videli ogromno razliko, ki pa realno noben ne zna razložiti, zakaj je do nje prišli, ampak je v bistvu to, da je zaradi življenja, vseh stvari, ki se v življenju zgodijo,
počasa prepustil nadzor nad vedno večjim delom mišic podzavesti, zato da je zavest lahko usmeril ki je v dobu denar za kredit, za hišo, za avto, za te stvari. In pa počasi pozab, kak je bil občutek, ki je lahko zavestno kontroliral gib in je bil mehek, lahek, pa mlad. In potem v tem primeru se pa takrat gibal tako, zdaj se giba pa drugače. Ampak to je vse stvar, ki se da naučiti nazaj. Dokler imate normalno delujoč senzorno-motorični sistem. Aleš, hvala za te zanimive informacije. V oddaji verjetno bo zelo veliko ljudi prišlo prav. Upam. Vse oddaje, kot tudi to, si lahko ogledate na www, preprosto-naravno.si. Lahko nam tudi pišete na info@preprosto-naravno.si. Lahko ste tudi z nami na Facebooku. Pa nasvidenje. Adijo.